Pozdravljeni, dragi skauti in drage skautinje v novem letu. Oglašamo se iz skautske kuhinje, kjer bom z vami gostitelj Luka in pa nocoj predstavljam tukaj z mano v kuhinji prisotnega Urbana Lesjaka. Dober večer, živijo Luka. Hvala za lep pozdrav. Vodni pozdrav. Najbolj da kar nehitro poveva nekaj oseb, v bistvu ti oseb, jaz bom pa... Ok, torej jaz sem Urban, lepo pozdravljeni še iz moje strani. Bil sem povabljen v tole oddajo, ne zato, ker preveč dobro kuham, ampak zato, ker se z Luketom poznama. Imamo oba dva rutica okrog vrata, to verjetno že nekaj o naju pove. Jaz sem drugače duhovnik, sedaj trenutno službujem kot kaplan v župniji Šoštanj. Sem tako bolj svež tam, da še preveč veliko ne poznam, tudi ljudi in tako. Sem pa duhovnik že drugače 5 let, sicer pa navdušen skaut in skautski voditelj, že pa tako 20 let imam že skautske obljube, tako da imamo neko kilometrino, tudi kar se tiče hrane, tako da veliko smo zažgali, tako da upam, da danes bo ta obrok, ki bo se posrečil. Sploh zato, ker smo v kuhinji in malo več vpliva. Malo več, tako ja, tam je malo več nekih dejavnikov, ki jih ne moreš kontrolirati. Ker se skrite začimbe zdraves. To je to. Ok, da še jaz povem, Luka Mejač iz tega Ljubljana 5. V oddajo me je povabila ekipa Scoutneta. Bojda sem v preteklih letih že pokazal, da imam te sposobnosti, da bom znal poskrbeti, da bo kuhna ostala enaka kot prej, le da se bo na krožnikih pojavila vsakič nova specialiteta iz naših skautskih dni. Da še poveva našim gledalcem, kaj bova danes naredila? Ja, jaz sem tako, veliko sem vložil te misli, kaj bi se danes kuhali, ko ste me povabili. Zdaj, tako, jaz sicer najboljš pripravljam stvari, kot so paradajzova solata in podobno. Bomo rekli vseeno, da bomo dali ognjo, tako da sem se odločil, da bi danes pripravil nekaj tako, zelenjavnega, hkrati malo z mesom, zato ker jaz imam rad meso. Tako da bomo jedli riž, se pravi rižota bo to, z zelenjavo in pa s piščančjim mesom. Le malo pa gledamo tudi konžilje na srce. Imamo vse pokrite te stvari. Najbolj, da se kar lotva, vidim, da absolutno. Si že zavih v rokave. Jaz sem že pripravljen. Začnemo kuhanje, ne? Ja. Zdaj... No, škrti me boš vodil. Sicer nekaj sem že imel kakšno rižoto že za narediti, ampak da vidim, kako pa ti... Verjetno profesionalno pa še vendarle nisi. Tako, ja. No, profesionalno gledano, se pa stvar začne z čebulo v desni roki in nožem v levi, če si levičar, če si desničar. In v levi roki čebula in desni nož. Vsekakor gledalci po vaših izbiri in se pravi, začnemo s tem, da na tanke koščke narežemo nekaj čebule, ne? Seveda prej olupiva. Najprej je pa olupimo, dragi gledalci, da ne bomo z olupkom to jedli. In potem na tanke koščke narežemo in prepražimo čebulo, to je za okus, hkrati pa pušča čudovito aromo, se veš. In pa to dobijo otroci na taboru, priporočamo apetit. Tako da to se potem lažje je. Moram pa reči, da tako, jaz nisem kuhar, da ti kar takoj povem, da nisem jaz kuhar, da bi nekaj kuhal. Hrana je meni bolj tega res praktičnega, jaz bolj praktično doživljam hrano. Sem res prav danes razmišljal, ko sem se vsem vozil, kaj moja najljubša jed. In? Veš, da sem po gruntu to v bistvu, da najraj jem za kosilo to, kar lahko držim v eni roki. Res, veš, to ni dobro, to ni dobro. Res, najraj imam neko stvar, ki lahko vzamem v roko in potem začnem delati druge stvari. Jaz velikrat tak jem, zaradi tega, ker pač imam tak ponovadi tudi delovni ritem, pa to, da imam, ne vem, tam nekje med kosilom, pa takoj po kosilo, potem spet kak veru, pa kako skupino ali karkoli. In potem tak na hiter nekaj poješ, načeloma tudi za kosilo, vse se dobro sedeš, časih pa juho poješ, pa nekaj. Ampak načeloma imam pa najraj taka stvar, da je lahko kar v roko primem, že nekaj druga začnem delati. Hamburger recimo. Recimo, kospice, kaj takega, res. Tako da to je moja hrana, vem, katastrofa. Tako da zdaj se popravljam, zato ker zdaj ponovno imam kuharico. No, vse to me zanima, kako to duhovniki usklajujete, pa še s kuharci mož, pa sam si, pa težko je samo za enega kuhati, ni? No, se to ti glih pravi, jaz sem bil
tle, ker sem bil prejšnji župnik v Krškem, da smo bila župnikom tako sama, nismo imela pač neke posebej gospodinje. To je gospod Mitja. Mitja Markovič, to je to. Seveda on je imel še drugo utržovano okoliščino, da on je vegetarijanc, ne. Ja. Ampak ni važno to. V glavnem bilo je bolj tem, ja, da tam sem ogromnokrat to doživel, ne. Da sej lahko imaš ti volo, pa boš nekaj kuhal, ampak ko ti priješ ob 3-4 in sam si za sebe delaš sam, ne. In zdaj boš ti začel neke piske, ne vlačete nekaj kuhati. Bi bilo lažje za drugega, ne? Absolutno, ne. Tako da potem ponavadi pristaneš na nečim najbolj hitrem pa najbolj enostavnem, ker imaš potem najmanj dela pa pomivanja po teh stvari, ne. Tako da zaradi tega potem tak ješ. Na ogenj bomo dala pač že kar malo tole gret, ne. To se verjetno zelo laka. Ja, zdaj kar prižgi, da vidi lahko boga. Tako damo nezmerno, da veš. Ja, bomo mogla okolo obrniti, škaj se kaj nekaj bolj domač. Takole, da nam manj pobili. Glej na dvojkico. Evo, opa. Tak, ne pretiravamo, ne? Ne pretiravamo. Tako, da se dno prekrije. Tako, ne, tukaj imamo, da kar le pa gledamo, mi imamo tukaj Zdravo, tudi rižota mora biti zdrava, ne? Zato smo jo vzeli, ne? Tako da, evo, čebula je pripravljena, ne, načeloma, ne? In jo bomo čist malo počakali, da se bo to še malo zagreli. Vmes že lahko je pripravljeno. Vmes bomo pa tako že midva kar začeli. Jaz predlagam, da narežemo meso. Ker gre verjetno naslednja. Tako, ker najprej bomo prepražili čebulo, potem bomo malo dodala mesa, ko ga imamo, pa bomo pa tisto zelenjavo, ki je surova, ne, se pravi, ne vem, korenček pa to, tako, pa da bomo dali, da se razmehča, ga bomo dala noter, pol pa riž, pa na koncu damo pa še tudi grah, ki je že pripravljeno, ja, pol pa ne zelenjavo. Zdaj na to, da ne rad kuhaš, ne, oziroma nimaš časa, in si kar spreten, no. Na to si pa skavti dobil kakšne... Mislim, veš kak je, ja, se Luka, veš kak je, ne, resno, mislim. Pri skavtih je pač tak, mene so skavti res to naučili, da pač primeš za vsako stvar in vse narediš, ko je treba, ne, tam imaš ti otroke in lačni so in 30 jih je in veš, nimamo nobenega drugega voditelja, jaz moram skuhati. Moraš pač na licu mesta se znajdeti in začeti kuhati, ne. Tak sem jaz pri skavtih, pač v vsako stvar se lotil, ne. Od kuhanja vsega, do plezanja, do ne vem česa, ne, pač vsake stvari se... Ti dajo skavti, ti dajo izziv, pa možnost, da se preizkušaš v vsaki stvari. Je pa vredno, ne, pri skavtih glih to, ne, da če se ti ne ponesreči, če se ti ponesreči, če se ti ponesreči, je pa to publika, ki to lažje sprejme, kot pa ne vem, ne, veš, ne. Ki je v kakšni gostilni, da si kuhar, ne. Rečeš, pa se ste skavti, ne, pojejo pa vse, ne. Malo za strah, tiskaj bolj ne, veš, ne. S to fantom rečeš, niko ne upate, ne. Vse pojejo. Imamo te tehnike. Različni pristopi. Spodbude, spodbude. Tole čebulco bom zdaj počasi sipala, To bo najboljš. Čakaj, daj, tole bom jaz dal na tvojega. Tukaj svoje meso, bom dal čebulo sem. Tako potem vzemem, veš kako. Priročen in spriten. Evo. Mislim, da duhovniki nimajo teh veščin. Obstajajo, jaz sem sošolca, ki je bil prav kuhar, ne. In veš kako smo imeli enkrat na tednu, potem prav v bogoslovju, on je imel prav kuharski tečaj za nas. Nekaj na teden nekaj ur. Ja, smo nekaj prav pripravili. Enkrat na teden so pripravili en obrok, ne. Jaz nisem v to hodil, ker jaz sem tukaj sem že bil, da sem znal palačinko recimo narediti. Tako, ja. Kaki pa res niso nič znali, ne. In smo se prav tam bolj učili, to lepo skupaj, ne. Tukaj le bomo dala... Ostruške, ne. Ostruške. Tako je, čudo ta je bolj zdaj za zimski čas, za snežene može. To je to. Ti takole ga cepaš na koncu? Nisem grežen, sem tudi konček. Tako je ima bolj grenek ponovati, sem zaradi tega. Zdaj, kako pa to? Tako, ne? Ja. Ali kako? Kako je delano? Ja, to me zanima, kako si prišel sploh do tega, da si postal skaut? Jo, veš kaj, to je, pri nas jaz sem že 20 let bil, kar je, tako to je bilo res tako bolj kot najnošen dosti na začetku. In jaz se spomnim pri nas še Šentjurju, tam sem pač jaz doma, so se takrat skauti ustanavljali, ne. In jaz se spomnim, da sem videl ene ljudi v cerkvi, eno nedeljo, jaz sem pač administriral in take stvari. In sem jih videl in so bili pač skauti in so nas povabili na skautske srečanje, se prav spomnim, da nismo hoteli iti.
ampak me je mama Od začetka. prosila. Ja, je rekla, dej, to bo ziher za tebe, ko sem imel malo preveč energije, pa sem bil bolj tak, rekla, tam ti boš že dal nekaj zadela, Ja. pa bo preplezal pa to. In mnogi pa slušal, in resno ti moram reči, da je pa potem s časoma to postalo zveti način tako življenja in vsega moje osebne rasti in res ogromno, danes pomenijo skauti, no in so mi ogromno podali. Tako da sem izjemno veselno, da sem takrat šel, ko sem nekaj malo Že požal. tudi meni ni šel, ne? Ja, Pa sem leta daljnega že 97, ne? no sej, jaz sem potem tudi nekaj takega dal Začel. začel, ne. Ja. Sem pa zaradi bratov, sem pa videl, da sta on bila pa že se pred usreči, mano. ne. Ja, Sem ti si bil kak, ti si menjal steak, a si ti menjal steak? Ne, v bistvu včasih, torej v Ljubljani, ne, v Ljubljana 5 pa Ljubljana 4, včasih je bil to en stek skupaj. Ja. Samo da sta delovali v bistvu dve enoti, že od takrat, no, sta bila že narazen, ko se je število to povečalo in potem, sem malo pozabil, ampak Ne, to je. ja, in ko se je število članov to povečalo, da je bilo tu dovolj voditeljev, se je odločil, da se bo potem prav osamosvojil. Ja, za sebe. Tako je. Kaj imaš pa skavtsko ime? Vam pa ime je pa Srčkan Marjasec. Zdaj, ker sem ti to mogel povedati, ne, tule v kamero, še tebe zdaj le. Izval, ne? Ja. Jaz sem pa zaljubljeni orel. A res? Ja, zaljubljeni orel. Prvi tabor v prvo izvidnico, noro zaljubljen. En teden peco nisem jo dobil. Potem pa nato že... Ja, to je pa pol, ja. Ampak to je bilo Sarkazem. še, ja, To je bilo- je let minil. Ja, seveda. Še kaj še naredil. Se mogoče glih za to, Kako pa je, kako pride do te odločitve, kako to dozori? Saj oddaja bo kratka, ampak Ja, kako? veš Da kaj je, malo Luka? riševa. Bom jaz korenje del uživa. Jaz pa tole malo, Ok. okej. Dej, veš kaj, jaz mislim, kar se tega tiče duhovnega poklica, veš, to je, ne vem, vse jaz nimam tu, zdaj, če pričakuješ eno zgodbo v smislu, ne, tako ponovadi, kot Tako je neka hollywoodska. tako pričakuje neko zgodbo nekega strašnega dogodka, odprtega neba, kadenja, svetlobe, ki Goreč se grm. ne vem kaj, ja, ne. Ja. Jaz nimam take zgodbe in načeloma pač fantje nimajo teh zgodb, ne. In je duhovni poklic pač tak, veš, to je sad obojega, vse tako kot so vsi tudi drugi poklici in poklici, Ja. se pravi, nekaj je moja želja pa volja, nekaj, kar jaz začutim, da mene veseli. In jaz sem res pri duhovni šel prav to začutim, jaz sem imel pač zelo vredo kaplana, pa sem bil mladostnik, recimo temu srednje šolce, Da je recimo, veliko... ogromno to skavtov tem- okrog hodilo, Ja. hodila po celi Evropi se vozila, tak. Pa nismo več, da bi rekel, debatirala o tem, Ne, pa ono zraven zelo, ampak to so skupaj se- smo bila. Živel Ja. sem pač z njim videl in videl sem, jaz meni se zdi preko njega, tako čisto podzavestno, ko danes gledam nazaj. Se mi zdi, da sem preko njega pač sem to videl, da biti duhovnik, ne, Ja. da biti kaplan, tako kot je on bil pri nas, da zna biti to veselo življenje, da zna biti to prijetno življenje, mi smo se imeli pač preprosto fajn, nam je bilo skupaj, ne. In no, pa sem prišel enkrat v življenju, tam po srednji šoli, ko sem šel ekonomijo, pač jaz najprej študirati. Že študiral. v Ljubljani, ja. In veš, ko priješ tako eno tako slepo ulico, pa se malo v resnici začneš, jaz sem se tam pri 19 pol resnici začel prvi spraševati, kaj bi res rad, kaj res hočem v svojem življenju, ne? Prej tako malo, ker tako plavaš, ne, kot mlad fant se mi zdi. In no, takrat, veš, mi je pa prišlo to na površje in sem se spomnil tega. Sem rekel, da me je to ta misel, da bi mogoče pa v duhovništvu jaz tudi najdel neko tak srečo, veselje svojega življenja, me je tukaj vznemirala, da enostavno nisem mogel več tega ignorirati, si reči, ni tega v meni, jaz se to ne sprašujem, ne. No in sem si to mogel pač priznati. Najtežje je to, ko se malo boriš s tem, veš, ko jaz prvič, ko sem to pomislil, sem tudi mislil, da je nekaj, no, ne, te nekaj, ne, kam je duhovnik, ne. Kaj pa, recimo, ta vprašanje, kaj si bodo drugi mislili? Absolutno tudi, prijatelji, kaj bo okolica rekla, ne, in to, ne. Jaz sem imel dosti prijateljev tako, ne crkvenih, ne, mislim, tako, veš, vse, ne. In evo, jaz sem kar tam mesto vzel. Ja? Ga boš dal noter? Ne dal že premalo, tako je. Odlično, tole se začne. Vse, tole. Ja, ampak so, veš, da ti moram reči, da so, ker jaz sem bil v športu, da s košarko, nogomet in vse to treniram, vse veš, kakvi so prijatelji, ki iz tega pridejo, super fantje, ampak specifični, se veš, to je taka specifična družba, tudi kar se tiče govorice, komunikacije, vsega. Ampak resno ti povem, da me je ful presenetilo, jaz, ko sem šel po Bogoslavje, pa sem bolj prišel nazaj, po kakvem letu, dveh, pa sem šel na igrišče, Šentjurju, ker sem vedno bil. Pa so vedeli že, In so vedeli že, da sem tam.
res, kako so me sprejeli lepo, pač ti moji prijatelji, pa fanti, res, tako sprašvali so me ful jih je zanimalo, kaj je zdaj to, kako to, da si se to odločil, kaj zdaj tam počnete, ampak res jaz od nobenega pa nisem doživel, da bi karkoli veš ali pa ponižil, ne vem karkoli ponižil, res, ne, tako se mi zdi, če te imajo ljudje radi, pa če vidijo, da si tudi nekaj, kar oni ne verjame ali pa karkoli, ampak da si ti srečen v tem in je to, srcem ustvarjeno. tako so oni tudi, se mi zdi, no, tako, in so res, so preko tega tako ogromno, smo se pa v tem tako med tem, ko smo igrali pa pogovarjali, pa so me sprašvali pa to in so, tako se mi zdi pa tako lepo sprejeli to, no. Da nisem imel nobene teh problemov. Lahko poveva, če kdorkoli, ki to gleda, zdaj ne najno oddajo, če imajo take pomisleke, da ga ni potrebe po strahu. Jaz mislim, veš, tako, z duhovništvom je tako vsemi drugimi stvarmi, ne. Ja? Jaz resno mislim, če čutiš, je prav, da poskusiš, da si daš možnost. Ne se jaz ne rečem, lahko se zmotiš, ne, mogoče pa neko, imaš eno drugo predstavo v duhovništvu, ker v resnici pa vidiš, kaj je, ne. Ja. Ampak jaz mislim, pri meni je bilo glih to, jaz sem vesel sem to, da sem si dal to možnost, da sem poskusil, veš, da sem si rekel, ajde grem, pa tudi če po pol leta ugotovim, ne, mene pa v bistvu mi je pa tuk samote na tej poti, pa tuk nekih takih stvari, da me pa delajo dejansko nesrečen in ne bom mogel tega zdržati. Ampak je pošteno vse to, jaz sem se tuk pomiril s tem, da sem vedel, ne, da tudi če ne bom šel, poskusil sem in bom miren do konca življenja, tudi če gre meni, ker bom rekel, le, probil sem, ni pa to bilo za me, ali kakorkoli. Tako da jaz bi sam tako rekel, spodbudo v tem smislu, za poskusiti je, ne, zato ker ta pot je bolj, se mi zdi taka človeška, kot si jo pa ljudje malo včasih mistificirajo življenje duhovnika. Ne? To je pač življenje človeka, ki poskuša živeti duhovno. To je vse. Da, že kar korenje, da se malo spustili. To je to, kar to daj. Zdaj tole bi mogli približati, nekaj tole zgleda že zdaj izprstno. In pa to pa zdaj že mi lahko malo začela. Potem dodati kaj, riž. Riž, najprej bomo dala riž in pol dala, da postekleni. Ja. To je kakšna minutka. Da se vrnela nazaj k kuhinji, ker smo zaplavili, mislim, Ja. hitar se mi da najde. Ja, seveda, ne. Kaj pa misliš? Tako da, to so zanimive stvari. Čakaj, kaj ti študiraš? Sem pa na fakulteti za šport, Aha. zdaj pa sem že vpisal magisterij, Aha, tako da grem moje poslanstvo, kako ga jaz vidim, no, in čutam in v tem sem, ne, je pa, da bom učitelj športne vzgoje, profesor. No, to je bila recimo tako moja edina ideja po srednji šoli, kar bi jaz tudi lahko počel, ne? Ker jaz sem bil tudi tako malo tako športu in to je bila taka ena stvar, ko sem rekel, če mi nič druga ne rad, ne, tako, bom šel pa pol to. In bi verjetno šel, ne, če ne bi šel vmes bogoslove, pol. Ker mene je res, jaz sem še zdaj, se veš, pač športom, se to je tako skavtski način življenja na nek način, ki to veliko pomeni, pa sem s tem povezan skozi, ne. Drugače sem se pa preizkusil, mislim, pri skavtih sem, tako kot sem že rekel, no, že od leta 97-98, tisto skavtsko leto, in zdaj sem že 6. leto voditelj, po 3 letih vodenja v IVI, sem potem zadnji 2 leti bil v veji, je bil nekako potreba po voditelju v tej veji in sem se odločil za izziv, ne seveda malo spremeniti okolje. In zdaj v tem letu, v tem skavtskem letu pa že vodim vejo Pekli. Odlično. To pomeni, da si v bistvu že vse veje na nek način tudi kot voditelj izkusil. Imamo tudi pa nas bobre. A imate bobre? Ja, imamo bobre za drugi stek, ki je v Ljubljani, ne, poleg Ljubljani 3. Mislim, da imajo, ja, in tako da zaenkrat že drugo leto uspešno vodimo in se nam je povečalo članstvo, tako da otroci uživajo in Lučno, super. Jaz bobre, no to je pa edina veja, s katero jaz še prav res nisem delal, no. Danes se eno srveč, da boš lažje pojel. Ja. Jaz sem pa isto z vsemi ostalimi vejami sem že to delal, jaz sem od Baluja bil, se pravi pri Volci, vse, ja. Ta vloga meni ni bila dodeljena. Baluj, ja, jaz sem bil pa drugače, čeprav, vse veš, otroci so vedno taki, zahtevajo velike energije, po drugi strani zelo lahko zalivajo. Okay, se pravi so rekla? 2-1. Se pravi ena posodica riža, 2 vode. Okay.
Ampak so pa otročki tak, da najprej ti vrnejo, najprej ti pokažejo, da so ti njihovi, to je bilo meni ključno pri Volci. Da sem bil res tak njihov baluk, so se cartali in tako ključno. Tako da, bobrčke pa še nisem, letos sem imel prvič box, starejši skavte. Je se pravi, da si zamenil župnijo? Ja, in zdaj tu v Krški niso bili z box, smo ne starejši Bratovščine, nismo imeli, tu pa lahko pomeni zdaj malo pojačaš, tak ja. Medtem ko pa... Da se razumemo, ne? Ja. Pojača pa. Medtem ko pa tukaj pa imajo, ja, odrasle skavte. So lušni, sem bil na parih srečnih že. Tehnična stvar zalijeva še z eno ali kasneje, ko vidva? Malo kasneje, ko vidva, da malo popije. Bo dala tukaj na strani, jaz bom vmes še malo pospravil. Ja, to je pa fajn, da se vmes že, veš kaj lahko, pa malo dodama tudi malo že kaj tole soli, pa kakve začimbice, kaj če bi dola tega. Dela tole verjetno, pa bolj soli ne rabimo. Ne rabimo, ja, tako. Zdaj se bomo, dragi gledalci, malo švercali, to vam takoj povemo, ne. Tega ne početi doma. Ne, laka. Ja, polovičko bo dala. Da bomo dala malo vkusa. Stalo nazaj spravil. Tako. To se da drugače z naravnimi začimbami, tudi tisti v Vegeta recimo. Ja, to je pa skavting najbolj uporabna začimba oziroma. Gledalci, morate samo to vedeti. Samo dva tipa jedi obstajajo za skavte, ne. In to sta prvi tip jedi, ki jih poboljša z vegeto, dodajanjem vegete, in drugi tip jedi, ki jih poboljša z dodajanjem nutele. Sam ta dva tipa sta, ne? Zdaj pa moraš vedeti, kaj imaš in nekaj od tega bo šlo zram, ne? Sigurno. Tako da, to je to. Jaz sem danes asistent tvoj, veš, kot da ti sam povej, kaj čakaj. Da ne bom boku, ne? Samo to znam, zalijeva? Tako, zdaj bom pa še dodala voda in to je to. Evo, in to zdaj še zdaj, da se voda popije. In jed je pripravljena. Zdaj pa vmes malo kuhava, gledava, pa je čas za debato. Pa čas za debato, je. Prav, idealno tudi recimo jed za vode. Ja, ker v bistvu daš kuhat, pa sam rabiš nekoga, da tu gleda, da se edino, kar je pri rižu, kadarkoli ga delaš pri rižoti, vzpod se ti ne sme prijet, ne. Kar pomeni, takoj ko daš riž noter, moraš malo tu pa tam pomešati, ne, da se ti vzpodih ne veja, se to pa tako reši. To je to. Druga pa dejansko velikih drugih stvari pa tudi ni, ne, to je res dosti enostavno, nimaš kaj veliko. Se pravi, si že omenil, da si zamenil župnijo, prej si bil skozi pri Krškem, ali si bil še prej ki? Sem bil, eno leto sem. Zdaj to vem, ampak sem mogel vprašati, in siliti. Eno leto sem bil pa je škofov tajnik. To je tako lepa služba, ampak meni zelo nepisana na kožo bila. To več pravico, da pa ne zaradi škofa, da smo se super razumeli z našim jaz sem celski škofija, naš čelski škof je Stanislav. Mi se super razumemo in je čudovit človek. Sam meni služba kot taka ni bila pisana na kožo, ker to je uradniška, to si uradnik. Jaz pa nisem postal duhovnik zato, da bi bil uradnik, jaz sem želel biti z ljudmi, res pa z mladimi predvsem. Tako da sem bil res pa zelo vesel, vse mislim, da je škof. Mi se pravi, smo se vredno imeli, ampak meni je pol on sam rekel, taj ne leto čuj, imam občutek, da mi pa ti mogoče je pol bil vesel. In sem pol šel dejansko nazaj v Krško, ker sem bil že prežel. To je bilo 25 let, sem bil star. Jaz sem bil takoj posvečen zaradi tega, ker sem decembrski, malo kasnejši, sem bil pri 25 letih posvečen duhovnika, prej pa rekla moraš biti 25 je ta meja, nekateri si lahko posvečen sploh kot duhovnika, razen s pregledi nekimi odpavnežaj, podobnih stvari, si lahko prej posvečen. Jaz sem bil načeloma, sem šel eno leto sem študiral ekonomijo še prej po gimnaziji, pa v Afriko sem šel za eno leto, ne. To kot misijon? Misijon, prav misijon. To sem pa res prav tako naredil. Kakšna izkušnja tako za gledalce, da... Najlepše leto mojega življenja. Najbolj preprosto najlepše leto mojega življenja. Tudi če ne iščejo duhovniškega poklica? Ne, absolutno. Jaz sem šel res, dobro, jaz sem šel tam po 5. letniku, kar je pomenil pred posvečenjem, tudi malo s tem namenom, da malo razmislim, da se malo še postavim stvari, ali je to res to. Ampak načeloma sem šel res bolj zaradi te izkušnje,
kak je to drugačno. Zdaj, mene je preprosto to zanimalo. No? In moram ti samo to reči, da to je čudovita izkušnja. Šele ko si tam spoznaš, kako preprosto se da srečno in lepo živeti. No, samo to. Kako je preprosto na žolta. To je to. Ampak na koncu čudovito. To je to, ne. Tam so imeli, ja. Mogoče za to zdravljenje. Veš, to je to, ja. In tam so imeli tudi take najbolj preproste jedi. Tam se v bistvu je samo to, kar oni takoj poberejo, ne, neke stvari, neko zelenjavo in neka vodica, malo prevrejo, malo dajo noter, da se malo zavrejo, tudi tiste bakterije pa bacile malo pobijajo, in to je oni jejo. In oni jejo tudi veliko, tam ni prav riža, ker sem jaz bil velik, ne, tako da rižotek nima, imajo pa koruzno moko in delajo iz koruzne moke, v bistvu take stvari, tako da to je to. Našim gledalcem, tisti, ki imajo kakšno leto ali pa mesece prostega časa, lahko izkoristijo na ta način. To je, jaz mislim, zelo koristno porabljen čas. No? Ja. Čas, ki ga dejansko imaš dober občutek, že zaradi tega, ker tam imaš kaj dobrega, dejansko lahko v Afriki narediš, so res dobri ljudje. Pa druga stvar, zaradi sebe je to dobro narediti, da se malo makneš, da malo vidiš drug svet iz drugega zornega kota, ker dejansko ti to prav Afrika omogoča. Tam je res drugačno življenje. Ne? To ni isto, kot če greš na izmenjavo na Finsko, razumeš? Tako je. Ker se živi na naš način, ne zahodnjaški. Evropski. Tako, tam je pa drugačno življenje in ko ti vidiš to drugačno življenje, ti da misliti, no. Ti da misliti. Zaradi tega je zanimivo pač. Tako, zdaj mi tule še malo počakamo, da tole lepo še malo popije. Tako, ja, še malo tole popije. Ker mislim, da bo to drugače približno to. Zdaj pa ne vem, kam mi moramo to pojesti. Moramo še počakati, da še malo izkorili. Imajo še, ja. Zdaj pa pride na vrsto grah, ne? Ja, dajmo. Še povalimo. Pa vodo, če je voda, bi jo kar odpoči. Ja, okej. Ja, da ne bomo še neke vode zdaj dodajali. Ja. Preveč. Ja, to je... Se pravi, tudi poskusiš na državni ravni. Ja, bil sem pa tak duhovni asistent IVE na splošno. Zdaj pa že nekaj let, ne? Zdaj pa je Mitja, ja, pa me nasledil, ne. Jaz smo se tudi prav zamenjali. Ja, preveč je enostavno, vse veš, sam veš, če delaš. Ne graha. 3-4, ne, te voditeljstva, ja, nasitiš se malo in vse dobro, pa da malo nimaš. Graha bo pa biti prav. Bo? Bo. Pa še kaj dodam? Malo še nekaj? Malo ga lahko daš. Grah je že taka specifična jed, da je nimajo vsi, ne, preveč radi. Ampak mi pa so zbrali. Moramo, ne, moramo. Tako da pokažemo, kaj je to, kaj v resnici sodi, no. Se to lahko sami odločimo, kaj pa imate radi. Zelenjavo se seveda po okusu osebno tudi dodaja, ne. Ja. Ne, recimo, ker če bi me bila zdaj v ful všeča ti čoka, mislim, pač najbolj. Koruza. Tudi, ne. Hokaido buče, recimo. To je vse. Tako, jed je pripravljena. Super. Da mislim, da je čas, da se tole lepo poservira. Zdaj srečo imamo, ne, da smo dobili zelo primerno pripravo za serviranje. Riž je lepo, ne, če se servira na krožnik in na kepicah. Kepica je kola. Kola, recimo. En primer. Ja. Koliko bi bo naredila? 1, 2, 3? 3. Nema 3, ne, 3 so božje osebe. Tako. Ja, dej. Malo se prijema, daj žlico, eno. Žlica, ja. Veš, da se malo tole... Ta je taka servirna. Servirna, hvala. Tako sem da pulegam. Bo pol še oblikovala, verjetno, a veš, da lepo streževa, ker tako se je tudi z očmi, ne? Ja, absolutno. Se to zdaj ni lepo za videti, ampak to se da lepše gotovo, ne. Sigurno. Jaz sem kuhanje, ne da moj drugi do tretji poklic. Sem marsikaj drugega prej, tako da. Evo, prvi, največji, ta mora biti največji, ker je, ne, 3 glavko. Super, ja. Na malo simbolike se tudi doda, ne? Gled, to tudi za slovenstvo, pa to sporočamo, no, sporočamo z vsemi stvarmi. Tako! Zdaj to lahko predstavljamo? To lahko predstavljamo. Evo, Ogenj smo ugasnili, to je pomembno, jasno. Je? To je. Se pravi, tako da, malo podpucala. Bova še slovesno dekorirati tudi, ja. Evo, kjer je tam? Lodava v srednjega obe, a pa ne, voda tako. Kole, ne, evo, eno bo pa brez. Evo. Odlično. Odlično.
Okay. Luka, jaz sem zadovoljen s tem, kar sem naredil. Sej verjamem, da se ta to veliko boljša, ampak po pravici priznam, da sem tako bil malo bolj strahu, no? Pa sem videl, da to za tako ne. S takim asistentom se da. Se da. Kako sem te v bistvu pomiriš, ja, za svojo bližino. od zadaj vodil, ja. v smerju. Tako, v novem letu smo zaštartali z super pogovorno oddajo, kjer boste vsakokrat spoznali novo jed in novega gosta. Hvala tebi, Urban, da si se odzval vabilu, da si kuhal z mano, v bistvu jaz s tabo, ne vedoč, ne? In da v novem letu nikoli ni prepozno, da zaželiva nekaj našim gledalkam in gledalcem, skautinjem in skautom predvsem. Ja. V novem letu, ja, tako, novo leto, jaz sem glih danes, mi smo, ko se začenjamo vedno tako skautsko leto, pa recimo katehetsko leto, pa to naprej, jaz res tako vedno najprej na to pomislim. Novo leto je vedno vznemirjenje, ne, ko praznuješ, se pravi, iz starega v novo greš. Zakaj? Ne, za mene je to zato, ker novo vedno nosi priložnost oziroma možnost, da se bo zgodilo nekaj, kar se ti še ni. Ne. In to je meni najlepše pri novem letu, ne. Da imam spet priložnost, da se mi nekaj zgodi v tem letu, kar se mi prej še nikoli ni. Da doživim nekaj, kar prej še nikoli nisem, da spoznam človeka, ljudi, ki prej še nikoli, da okusim jedi, ki prej še nikoli nisem in pustijo meni čisto nov in drugačen okus. In jaz, če kaj želim našim skautom, pa če kaj želim ljudem, da izkoristijo to novost, ki jo prinaša novo leto. Se pravi, da si dovolite poskusiti kakšno novo jed, kakšen nov okus, da si dovolite pa okuse še bolj na kakšnih drugih področjih, a ne kakšne druge dobre okuse. In verjamem, da potem bo v novem letu res kaj novega, kaj bolj vznemirljivega, kot je bilo v starem. Ja. Vse dobro v novem skautskem letu, tudi z moje strani, in se vidimo v naslednji oddaji. Čau!